Torej, študenti akademije ste se uprli varčevalnim ukrepom na en prav poseben način. Mogoče zakaj ravno Hlapci, zakaj ste danes tukaj? Mislim, vsak si pač lahko razlaga to kot pač po svoje, ne, sej tega ne opredeljujemo kot karkoli, predvsem je to pač preprosto branje Hlapcev, branje Cankarja, z namenom, da se ga približa določeni družbeni, politični sferi. To je prvobitni razlog. Zagotovo je v tem kar veliko simbolike, po drugi strani je pa tudi veliko resnice. Mislim, da je čas tak, da bi lahko vsak Slovenec, ki je pismen, vzel v roke kako knjigo, tudi Cankarjevo, in kaj prebral in se majčken zamislil na tem, pravzaprav, kako se nekateri vzorci v slovenskem značaju in tudi pravzaprav v javnem prostoru vlečejo skozi desetletja, skozi stoletja in so seveda za vse skupaj pravzaprav pogubni. Kateri so tisti rezi, ki bojo vam najbolj škodovali? Ja, poglejte, teh rezov je veliko in segajo pravzaprav od vsakega posameznika, bodi si kot študenta, bodi si kot profesorja, bodi si kot nepedagoškega delavca znotraj akademije, znotraj univerze, znotraj visokošolskega prostora, vse do družbe kot celote. Tako da pravzaprav ta pahljača ukrepov v tem famoznem zakonu, ki je pravzaprav na nek način zrelativiziral 45 drugih zakonov, sega tako rekoč v celotno družbeno tkivo. Nikako nismo tukaj zato, da bi branili kakršnekoli privilegije, ampak predvsem zato, da po eni strani oblasti jasno pokažemo, da se ne strinjamo z ukrepi na ta način, kot se izvajajo, ker bodo zagotovo prinesli veliko škodo. Po drugi strani pa želimo oblast tudi upozoriti, da mi preprosto ne moramo nositi odgovornosti za primer, če se bo naš študijski proces predvsem zaradi teh ukrepov moral ustaviti. Problem je, da ta sredstva, ki jih hočejo pač vzeti, bi preprosto nemogočila, da bi projekte, ki jih v okviru študijskega procesa delamo, izpeljali. Ne vem, sploh o čem je smisel potem študija, umetniškega študija, če ne moreš pač ustvarjati.